Naturopatinja Erika Brajnik pa bo danes govorila o tem, kako si lahko z naturopatijo pomagamo pri povišanem holesterolu. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je vzrok smrti na prvem mestu prav bolezen srca in ožilja. 30% ljudi niti ne pozna svojih vrednosti holesterola, zato je treba javnost o tem osveščati. Statistike v Sloveniji pa kažejo, da ima previsoko vrednost holesterola v krvi kar 75% ljudi v starosti med 25 in 64 letom starosti. Ja, Nataša, tako je, res je. Statistike so kar strašljive. Med 25 in 64 letom starosti imamo kar 75% ljudi, ki ima nepravilne oziroma povišane vrednosti holesterola v krvi. To je zaskrbljujoče. Zdaj, holistično gledamo, mi odpravljamo vzrok. Holesterol, vrednosti nepravilnega holesterola so posledica, vendar mi iščemo vzrok. Naturopatsko gledano, organ, ki obremenjuje telo, da se vrednosti holesterola zvišajo, so jetra. Jetra, zato v bistvu je nesmiselno, da mi recimo rečemo, imam visok holesterol, ne smem jesti jajc, zato ker vsebujejo dosti holesterola. Mi vemo, da 90% holesterola, ki ga mi proizvajamo, je endogeni. To pomeni, da ga mi proizvajamo, ne pride zven, ne bo jajce nam dvigalo vrednosti holesterola, to je že znanstveno dokazano. Recimo v Srednji Ameriki imajo navado pojesti do 6 jajc na dan in nima to veze z holesterolem. Povišane vrednosti holesterola so vezane na šibkost jeter, ki so lahko zamaščena, ki so lahko energetsko šibka, ki so polna toksinu in tako naprej. Kaj najbolj obremenjuje v naši vsakdanjem stilu življenja ta naša jetra? Kava, čokolada, oreščki, še posebno te, ki so špricani z raznimi konzervanci in pridejo iz tretjega konca brazilskih, iz ne vem kakih daljnih krajev. Potem imamo losos, ki ga dobimo redko, brez antibiotikov in vseh drugih dodatkov. In razhudniki, paradižnik, paprika, to, kar ni sezonsko, to dejansko škodi jetrom. Po zimi naše telo zelo dobro presnavlja maščobo, torej tudi svinjsko meso, ocvirke ali karkoli, zato tudi slovenske kulture so klobase dejansko v zimski domeni. Medtem ker poleti ne, tako da poleti bo svinjsko meso in da bomo na pražniču imeli svinjsko meso, nam bo dvigalo vrednosti holesterola, po zimi pa ne. Lahko tudi uživamo normalne klobase, ampak ne tiste s procesiranim noter mlekom, ne domače, konzervans, da je česen in poper. Toliko o teh vrednostih, o teh jetrih. Zdaj pa, problem je, zato ker prvi vzrok smrti je dejansko težava z srcem in ožiljem. Pravi se, da dejansko ljudje se pritožujejo, da stroka niža vrednosti holesterola v krvi samo zato, da bi predpisali zdravilo. Ja in ne. Zato, ker dejansko mi se moramo zavedati kvalitete žil. Dan danes vemo, da dosti ljudi je predebelih in da ogromno ljudi trpi za diabetesom tipa 2, tudi že otroci. Zato, ker je v naši prehrani povsod prisoten sladkor. In je tudi sladkor tisti problem, ki nam šibi kvaliteto žil. Če je žila malo elastična, malo prožna, se bo lažje nabral plake okoli nje na njej, zato ker bo manj elastičnosti, se bo slabše obnavljala. In v tem primeru je prav, ker se dejansko preprečimo toliko več smrti, če nižamo vrednosti holesterola, slabega holesterola v krvi, zato ker bomo tako zaščitili bolj ožilje in zaščitili bolj srce pred smrtjo. Tako pravi alopatska medicina in tudi znanstvene raziskave. Zdaj, mi imamo en izdelek, holistični, ki je zelo dober, ker dela točno to. Odpravlja vzrok, ne samo posledico, torej povišan holesterol. Da povemo jasno, da to ni
nadomestek zdravila, ampak da je dejansko kot preventivo ali pa poleg zdravila. In sicer kardionam. Kardionam je izdelek, ki deluje najprej na jetrih, zato ker imamo noter artičoke, ker obnavlja in čisti jetra in to kar za 500 mg. Potem imamo pa tisto učinkovino, ki niža holesterol ta slab in to je fermentiran rdeči riž. Njemu se doda koencim Q10, je tudi zdraven noter že v teh kapsulah in seveda tudi cel kompleks B vitaminu, ki so tudi velik suport za jetra. Zakaj koencim Q10? Zato, ker vsi statini, ki so dejansko zdravilo, ki niža holesterol, vsi statini dejansko proizvajajo tudi proste radikale v telesu, ki škodijo posledno srcu. To je stranski učinek statinov. Koencim Q10 pa dejansko ubije proste radikale v telesu. Tako da, če imamo koencim Q10, izničimo edini stranski učinek, ki ga zdravilo proti povišanemu holesterolu ima. Tako da, to je en suport za preventivo, je en suport radnemu zdravljenju, zelo dober in najboljši suport je pa, da ko vidimo, da imamo povišane vrednosti holesterola in recimo, da v naši družini je bilo dosti infarktov ali pa možganskih kapij, to pomeni, da mogoče imamo že genetsko šibke žile in da smo recimo predebeli, da to jemljemo kot preventiva in nam bo zelo dobro tudi pomagalo. Dobro je narediti eno kuro 2 meseca z jetrnim jedilnikom iz moje knjige Naturopatski priročnik za samopomoč, kjer je izključena kava, čokolada, oreški losos, vse ta živila, ki obremenjujejo jetra, da bomo privoščili našim jetrom 2 meseca regeneracije in počitka, tako da se bo vrednosti proizvodnje holesterola uredile na naraven način. To je najboljša pot za naše srce in ožilje.